umetnosti ni v uniformnosti, oziroma v enoznačnem sporočilu, ampak v njegovi večznačnosti in nagovorljivosti. Sprav, jaz en film doživim lahko na popolnoma drugačen način kot ti, ker imam čist ene druge izkušnje za seboj, druga trenutno počutje in razpoloženje kot ti, Lahko zdaj, smo lahko oba fena akcijskih filmov, ampak če vas zdaj šla jaz utrujen, ti pa blazno spočit, gledati film, boš lahko ti rekel, kaj je dobro, jaz bi rekel, dobro, pač malo dolg je bil. Malo krajš, da bi lahko posneli, posebej, če bi šli gledati Casino Royale, tukaj še gledate zadnji London. Zato se mi zdi pomembno, da tukaj, če bomo kaj ustvarili, lahko skupaj ustvarimo v tem prostoru filma in religije. So se malo pogovarjali, da škoda, da niste zraven tudi še najna prijatelja, Matija Zemljič in pa Matjaž Pleguš, s katerimi se tudi dobivamo in malo skupaj se soočamo s filmsko umetnostjo. Mogoče za začetek s tistimi, ki se ne poznamo, z nekaterimi se. Jaz sem Andraž Arko, sem frančiškan in kaplan na Viču v Ljubljani. S filmom se ukvarjam od takrat, ko sem lahko daljinski upravljač držal v roki, pol bolj resno pa rečemo nekje od časa, ko sem študiral na pedagoški fakulteti, ko sem se, ne boste verjeli, ob profesorju Slavku Gabru tudi navdušil za pedagoški vidik uporabe filmov. Tako da s tem ni nič narobe, ker mislim, da se marsikateri profesor na teološki fakulteti tako zelo skrije pred nekdanjim ministrom kot profesor, ne kot minister. Se nam narobe razmena, Sicer pa bolj tako resno tudi s filmsko kritiko mogoče recimo zdaj zadnjih 11 let, že 12, ko za družino pripravljam recenzije, pa zdaj v okviru podiplomskega študija se ravno s katehetsko pastoralno uporabnostjo filma ukvarjam oziroma bi se moral bolj ukvarjati. To ni že knjizka pastoralna zadeva, ne dopuščati, bo res to snimano na kamero. To bo pa na kakšnih YouTube-ih gleda, kako jaz to zdaj tlele takele stvari klatam, Zato moče lahko da več. Vse za to. A to je smisel, da se špati smajo. Da ko en zapre, da se še jaz predstavim, jaz sem David Cipoš. Tudi danes na tem večeru bi pristopil k tem slikam, k tem slajdom oziroma k tej temi, ki se bomo lotevali, pa bolj z ustvarjalskega vidika. Jaz po naravi nisem nek blazno navdušen pisec ali pa da bi, ne vem, rad druge stvari jemal v roke in potem v njih klobasal na nek način neke stvari. Sem pa na nek način si življenjsko pot zastavil tako, da bom pa jaz deležen najbrž dostkrat nekih kritik in nekih, ne vem kaj vseh, kakšnih možnih besed okoli mojega dela. Tako da jaz na nek način pristopam k tem slikam in k temu večeru na ta način, da kako recimo tudi zelo na nek način, tako kot en čisto laičen gledalec, zato ker kako film deluje na mene in kako, ne vem, te motivi, te tematike, kako se mene dotika. Zato ker sam kot ustvarjalec na nek način sem več čas soočen s tem, da se moram ukvarjati, kako bo na gledalca potem nekaj vplivalo. Je gledalec tisti, ki bo dojel moje sporočilo, oziroma je to moje sporočilo jasno že meni samo osebno, recimo, ko se ga spravljam dela v nekem delu. Zato recimo to večno ta vprašanje, tako si prej Andraž govoril, a gledalec dejansko dobi iz tega, kar gleda, oziroma iz teh obravnavanih tem to, kar pa, ne vem, film dejansko hotel in a je dosegel ali ne dosegel. In se mi zdi, da je tako dostkrat se lahko tudi potem sami zaustavimo v nekih problemih, ki, ne vem, zdaj gledamo te filme kot
neki katoliki, ki bomo zdaj tu odvrtali. To je tako, ne vem, ribič gleda nek ribiški film in bo najdel, aha, ta trn pa se dejansko ne uporablja za tiste ribe. Tako da, no, samo to, da sem se na nek način predstavil. Zdaj, jaz bi povedal za to, da k tem slikam pristopimo z mogoče z najnim komentarjem, pa seveda tudi z nekim vašim poseganjem v to debato, da potem to nekam dalje. Ja, meni bi se zdaj tudi zelo pametno, da nam to zdaj kot neko flancanje ali pa soljenje pameti spadlo, ampak dejansko, da skupaj vstopimo v ta okvir noter in kontekst. Pa ne z vidika kot katoliki, da bomo iskali, če bi recimo šli, tako kot ravno prej gor na hodniku smo se pogovarjali s Cecilijo, pa sem omenil film Kazo Maj v primeru, da, rekla, da je liturgično neprimeren film zaradi konca, ker na koncu sklene ta poroko brez vseh, samo duhovnik, zaročenci in zaročenka. In je res, samo ne bomo na take stvari fokusirali, tudi ne bomo gledali, če bi Gran Torino gledali, pa se sprašvali, zakaj je pogreb v belem mašnem plašču, in tako naprej, Ampak bomo šli gledati prav, kaj, Jani, se zdaj razburjaš? To je provociranje, ti liturgično provociraš liturgika. Pogreb belem mašnem plašču. Ampak da se bomo, ste glasbeniki, ste hudi, če smo se. Ne, samo ne biti zahrbtni. Bi prosil, potem Aleša, da mogoče zdaj te tematske bloke kdo predstavi, kako bomo, mislim, tisto, kaj je tako čist. Kaj nas čaka v tej razstavi. Ali bi potem šlo po tematsko? Če pa imam še enega. Zdaj pač kot prvi tematski blok smo si mi zamislili torej to, da pravzaprav religiozne teme kot take človeka vznemirjajo. Da se mu sicer, ko govori o njih, marsikaj zdi butasto, ampak po drugi strani ga pa vedno, ko se s tem sreča, pa reče, wow, kakšni norci. In en tak primer, ki sva ga pač izbrala z Janjem za razstavo, je tisti Albini z Da Vinčijeve šifre. Seveda vsi rečemo, kaki bedak, imbecil, priča se. Ampak po drugi strani se nam pa zdi, mogoče pa res on kaj ve, če se mi ne vemo. In to je pač ta prvi blok, ki ga predstavljata dve sliki, poleg te Da Vinčijeve šifre še Stigmata, ki pač opozarja še na en fenomen, ki se tudi zdi nam marsikomu racionalnega vidika trapast, ampak po drugi strani ga pa te pa vedno nekako zbode. Mogoče pa je kaj za tem, tako da bi mogoče to bil tak prvi tematski sklop. Gremo mogoče za začetek malo probati našteti kaj filmov, ki dejansko spadajo v to kategorijo. Vam še kaj pade na pamet? Obred? Emily Rose. Hudič v Emily Rose? Izdaljana s Hudičem, Exorcist. Čeprav ni nujno nekaj, po večini, kar ste zdaj našteli, ne bi toliko spadalo not, ker ne gre za porabo, saj če gremo zdaj kategorijo gledati. Se pravi, se mogoče da vdamo vsaj kakšno slikoco za ponazoritev. Stigmata pa Da Vinčijeva šifra gre za uporabo religije za svoje namene. To, kar ste vi zdaj govorili, Exorcist, Hudič v Emily Rose, Obred, so filmi, ki skušajo pač biti posneti po realnih dogodkih, ampak vsaj porabijo za svojo predalavo in da bojo svojo štorijo povedali. Medtem, ko tukaj uporaba religioznih variant in motivov gre za čist druge svoje namene. Se pravi, predalava v Coca-Cola noter. Vojna zvezd spada potem sem noter. No, recimo, sam ni eksplicitno katoliško, Ne gre za katoliško. Ampak krščansko. Ja, je. Jaz sem gledal reportažo s Georgeom Lucasom, ki je potem dal vse te, kaj je pravzaprav želel, zaobjeti. Ni samo znanstvena fantastika,
v ozadju je zgodba, ki me presuna. Res, ko sem gledal tisto reportažo z njim, ded ni eksplicitno hotel, isto kot v Narniji, tudi ne, ni eksplicitno hotel samo krščanstvo, oziroma katoliškost, tudi se ni opredelil do nobene religije, ampak je, bom rekel, od vsakega nekaj vzel, in je dejansko vse, čeprav se vleče, pustimo to, ampak v vsej zgodbi Vojna zvezd, tako stari 3 deli kot novejši 3 deli, je v ozadju skozi ta zgodba bolj med dobrimi in zlima. In potem spreobrnitev tega, ta Vedera, ki to sprav oče, Skywalker je tudi sama imena so tudi dana. Potem tudi pri Harry Potterju isto spada to kategorijo, zato ker tam so imena teh hudobnežev, dokazano imena demonov. To so pa egzorcisti pogruntali. Dejansko, in je tudi boj med dobrim in drugim tretjem. Ampak to je zelo široko, zdaj sem šel. Ja, mogoče sem zložen, čeprav ravno Star Wars bi bil lahko fenomen, če za svoje poglavje, tako imenovan Evangelij po Lukasu, kjer gre za en koktejl sinkretistični varianta različnih zadev, kjer imamo od angelovega oznanjenja Mariji, oziroma nekega čudežnega spočetja odrešenika, ki pa posledično ni odrešenik, ampak je njegov sin šele odrešenik in tako naprej. Ampak malo krščansko in pa še z drugo mitologijo, ampak kljub vsemu moramo pa biti pozorni, glih pri Star Warsih. Ni boj med dobrim in zlim v smislu, da bi bilo na neki varianti ontološkega dualizma, ampak je v bistvu tisto, kar je negativno, kar je zlo, je samo slab pretok sile. The dark side of the force. Force je bistvo. Pa se pa samo obrne na dark side of the force. Da bomo se zdaj tlejno odzgubili, ker ponatnemo še zmerno ta boj. Na en stran so zlikovci, na drugi stran pozitivci, pa se tavča. Tukaj je vse zelo kompleksno odzadaj, ker je še malo tako filozofija. Ampak okej. Probimo še kaj v stilu, stigmate pa Da Vinci. Mislim, se je mogoče res, da se je gotovo, da Da Vinci rešitva pa stigmata ne zasleduje neke katoliške ali krščanske ideje. Ampak dejstvo je, da sploh ne bi mogla nagovoriti gledalcev, če pa ne bi igrala na to karto, da so li pa ljudje fascinirani z opusom Dei ali pa z pojavom, stikem. Zato da tudi je zelo problematično, recimo, neke filme izločiti zaradi tega, ker ne zasleduje, ko govorimo o popularni kulturi, religija na nekaterih področjih se pojavi, kjer je sploh ne pričakujemo. To je ravno point popularne kulture in religije. Ne se imamo dejansko teh, popcorn katoliških filmov so razmerno malo, recimo tistih 7 Jezusovih čudežev bi najbrž bil še najbolj temu podoben. Ne, se jaz mislim v tej smeri, da tukaj iščemo še, kaj imamo še? Bukofila je, recimo, ko pozitivci pa negativci vsi hočejo samo dobiti, recimo, sveto pismo, ki je zginil in zaradi tega pač celi svet šel nekam in v bistvu celi film se dovaja, da hočemo najti spet sveto pismo, to besedo, ki bi spet vodila, da bi se spet spostavil red, zdaj pa pozitivno negativno. Čeprav jaz bi iskal znotraj zelo še zmeri, da je film wannabe katoliški, oziroma uporablja katoliško cerkev za to, da sprovede svoje ideje. To namreč ta dva filma počneta. Jaz bi tisto, ko si prej rekel, tudi na egzotistične filme, egzotist pa to, ne bi čisto tako ravno vključil, tako kot si ti rekel, da spodbujajo katoliško idejo. Po moje so problematični, vse za tiste, recimo, ki so že se srečali z egzorcizmom, ker dejansko egzorcizm v vseh teh filmih, ki sem jaz videl, je tako pretirano prikazan, da dejansko izrodi vso zadevo, ker to je tako, kot če bi naredil grozljivko iz operacije na srcu. Operacija na srcu zgleda grozljivo, če ne veš, kaj je to, ampak dejansko gre za neko v bistvu dobro delo. Ampak recimo, ko pa gre za prikazi egzorcizma, se pravijo efekti, tema, dež, razumeš, grozljiva muzika, v bistvu prikaže egzorcizm kot nekaj ekstremnega in groznega, ampak v bistvu tisti, ki ste že, ali pa smo že se srečali s tem, pa vemo, da v bistvu to ni tak, da gre za eno dosti bolj
bi rekel, preprosto oziroma še zdaleč stokrat ne toliko grozljivo ali pa strašno zadevo, kot se je v filmu prikali. Tako da po mojem gre, v večini teh filmov se obred se nazadnje gledal za, bi rekel, skoraj zlorabo prikaza egzorcizma. Pa mogoče gre samo za neko generalizacijo nekih izjemnih primerov, in ki se potem pa filmarjem zdi kot... Zelo pretiravajo, pa sploh recimo, tudi filozofija je čist, egzorcizma čist zelo posplošena, ljudska, recimo tam, kakor da pač hodič kar najga skoči, kar tako brez veze, ne? Kar recimo v egzorcizmu seveda, kar tako hodič enega ne obsedi, ne? Se pravi, gre to za en kup takih idej, ki dejansko zelo odstopajo od realnosti, ne? Enega praktika, recimo, ki se s tem ukvarja, bi po mojem zelo skritiziral en tak film. Seveda zdaj, ker je pa zadeva ni tako zelo javno poznana, egzorcizm pa ukvarjanje s temi zadevami, pa lahko se to pač zlorablja, da se zadevo prikaže pač malo tako na način tistega, ki ne pozna, ne? Tiste stvari, ki ne poznaš, boš lažje demoniziral, ne? Pa prikazal kot nekaj strašnega, ker jo pač ne poznaš. Že samo po sebi stvari, ki ne poznaš, vzbujajo strah, ne? In se mi zdi, da je to ena problematika, ne? Te teme. Se pravi, vzbuditi prej strah pred egzorcizmom, pred hodičom, namesto, da bi, ker to ni katoliška ideja, recimo, ne? Sploh ne krščanska. Nekrščanska ideja je, da se kristjan hodiča ne boji, zato ker je na Božji strani. Ne? Ideja vseh teh filmov je pravno obratna, vzbuditi nek strah, pa neko, ne vem, delati grozljivke iz tega, ne? To se mi zdi sporno, recimo, pri vse te zadeve. No, pa ravno pri filmu Bret je sodeloval zraven katoliški duhovnik, čigar življenjska zgodba v sicer zelo transformirani obliki je bila not vključena, ne? Njegova pot vere, njegovo iskanje vere, ali pa če bi si še malo en ekskurs za 400 let nazaj pravošel, ne? Katoliška prenova v Sloveniji, ne? Kaj pa so kapucinski pridigari? Kako se bojo duše pekle, pa ure na en stran, pa hodič, pa še na obrok, pa še na drugi strani. In to so filme snemali oni iz tega. Tiste urne pridige, ki so bile, je bilo naš drugega kot to. In pa vas bo hodič požaral, pa pogledamo Škofjeloški pasijon. Hodič tam dal, ne? O, duše, pridite k meni, duše. Ja. Mislim tako. Ljudska razlaga vse te zadeve. Razumem pa pomisleke, pri tem tudi seveda močen, ja. Ampak temu mogoče na... Prosim, ne. Meni se zdi, recimo, v tej zvezi govoriti o zlorabi, se mi ne zdi ravno pravično. Nekaj zloraba je nekaj negativnega. Pa se ne vidim, recimo, pri Obredu ne, da bi bila zadaj negativna agenda. Ampak dejansko filmarji se enako pač se naslovnijo na tisto, kar mislijo, da ljudje mislijo. Ljudje pač mislijo, da je to tako, kot oni prikažejo. Se pravi, oni ne zavajajo ljudi, ampak govorijo tisto, kar ljudje hočejo videti. Ne? In recimo tudi pri Opus Dei je tako, Opus Dei pač zavestno gradi del svoje agende na ta način, da je zavestno se odločil za to, da določene stvari so pač skrivnostne in potem ljudje marsikaj iz tega naredijo. Spravi, da je Opus Dei pač vzel zakup tudi to, da bodo nekateri prikazi pač taki, kot je bil v Da Vinčijevi šifri, ker s tem, ko so skrivnostni, so zanimivi. In pri egzorcizmu se mi zdi, da cerkev tudi recimo ne pripušča niti ljudi do tega, da bi se lahko potem poučili. Se pravi, razen nekega oskega kroga praktikov, dejansko nihče nima možnosti, da bi o tem kaj vedel. In zato je potem krivično pa reči, da zdaj pa naredi nekdo film o tem, o čemer ne sme nič vedeti in bi naj bila to zloraba. Ne vem, jaz ne bi uporabil tega izraza. No, ustavimo pa se pri sceni, kjer prihaja do zlorabe. Tukaj govorimo o filmih, ki zlorabljajo to. Kje imamo še? Dajmo še kakšne ses... 2012. Ja, ampak ne, ustavimo prav konceptu miselno. Sprav, oba filma, ki smo zdaj imeli, govorita o katoliški cerkvi, pa prikazujeta ene stvari
čisto svoje interpretacije. No, dajmo Dan Brown še malo. Zadnjem krizu so skušnjali, recimo. Ali? Ja, no, ta prav, ta nas tudi še čaka specifiko. Angeli in demoni. Angeli in demoni. No, da se nam zdaj mata. David, už. Aš ti, Ali? Kar dači. Na tle mi še prihaja recimo ime Rože tudi zraven, ne. Ko uporabimo pač neko, recimo temu, katoliško zadevo in jo seveda interpretiramo po svoje, da bomo pač ugajali oziroma nekaj naredili in pokazali to zelo veščo, monstruozno katoliško cerkev, ki je aparat, ki tiši vse pod sabo in uničuje posameznika, ne, in ne daje svobode in ne diha, čeprav oznanja, da je cerkev tista, ki oznanja Gospodovo znanilo, ki je svoboda, ne, svobodna volja in osvoboditev posameznikov od greha in vsega tega, dejansko cerkev kot represiven aparat. Z razliko, no, morda, če vzamemo Angeli in demoni, ki so bili prej omenjeni, da je mačkam svojska zadeva. Ampak v ostalih primerih pa vedno za neko teorijo zarote, ki gre v zadnji, ko nekdo, nek veliki brat v zadnji vleče štrikce in če treba, gremo tudi za ceno trupel, samo zato, da bojo stvari ostale prikrite in skrite. Ne. Tukaj nekje je tista ideja v zadnji. Kako je film Misijon? Misijon je najbolj katoliški film, ne, mislim. Ja, ampak prikazuje cerkev, naredi nekaj tudi za ceno mnogo trupel, ne. Misijon je realno prikazoval. Ime Rože bi bil kaj povedati, ne. Ja, ime Rože ima na varianto tudi tako, kot je recimo ta iz Da Vinčeve šifre, član Opus Dei, ne, prikazan tako, bomo rekli malo pretegnen, ne. Tako so pa vsi menihi v Da Vinčevi, v ime Rože, vsak svoje pritisne, ne. Kada je pa zdaj to, ne, kolekcija brandov, ki vsak po svoje premakne, ne. Zdaj, recimo, če gledam to sliko, pa si predstavljam, recimo, kaj je ena skupina, recimo, ljudi, ki se ukvarja s tem milijonskim produktom, ki potem ga ljudje gledajo, kaj ga žene naprej. In se mi zdi, da se lahko zdaj navezal na Aleša, ko je rekel, da ta fascinacija, oziroma se naslov tega sklopa, je tudi fascinacija nad temi religioznimi pojavi. Zato, ker v svetu, ki je samo, ne vem, materialističen, ali greš v eno stvar, ki ni tako nenavadna, recimo, da greš v fantazijo, medtem ko recimo religija in te pojavi ponujajo nekaj, kar ni tako vsakdanjega. Recimo, to je živ primer, recimo, da se, recimo, kako to umestiti v ta svet, ali da rečeš, da je to zgodbica nekje v nekem Star Warsu, kjer se lahko zgodi karkoli, lahko pa človeka dosti bolj pritegneš in priklestiš v eno tako zgodbo, ki se zdi ves čas, ki se zdi, ali je, ali zdaj ni to, ne bi šel v to debato, ampak ki je na nek način zelo soočena in zelo povezana z neko realnostjo. In recimo, ena taka fascinacija, če ne drugo, je zelo zanimivo čisto z ustvarjalskega vidika prikazovati in se mi zdi, da tudi gledalec potem, ko to gleda, stopa v nek svet, ki mu je ta misteriozen, ki mu je skrivnostni in se potem v njem ves čas sprašuje, koliko tega pa se dejansko lahko tudi, ne vem, meni zgodi, koliko tega je dejansko okoli mene ves čas, s katerim realnim svetom sem dejansko ves čas soočen in je to mogoče tudi en taki eno dodatno gonilo v filmu, ki gledalca priklene na film, zato ker je to vse možno in vse ves čas prepleteno z tem, kar on se srečuje vsak dan. Zdaj, če je to religija, pa recimo, da to gleda nekdo, ki ima s tem tudi nekaj za opraviti, oziroma se s tem srečuje, da tak film potem še dosti bolj požene v neko razmišljanje, oziroma da potegne vase glih zaradi tega, ker je prizemljen bolj kot, ne vem, drugod, kjer pa greš bolj v neke bolj splošne arhetipske razmišljanja o tem, kako se pa to povezuje z mojim življenjem, kako se pa to povezuje z našim svetom.
To je zelo tako zanimivo, zato ker ta fascinacija potem malo nad realnostjo ljudi, ampak se veš čas dotika realnosti. Dotikanje, ja. In tukaj mogoče, če se navežem prej na te eksorciste in ravno stigmata, mogoče ravno šolski primer tega, te fascinacije nad religijo, ne. Nekaj je, ne. Ve se, imamo tudi knjige, znanstvene raziskave, Paterby, stigme, stigmati, ki so še zdaj, pa imamo malo na YouTube pogledati ali pa kjerkoli, pa bomo najdli še marsikaj zanimivega, ne. Sprav, eksorcizmi, vse to nekje obstaja. In zakaj ne bi naredili, ker ve se, da to je, ne. Torej, zakaj ne bi naredili enega filma, ga postavili v okvir resničnosti, vsakdanjosti celo, in s tem zbujali grozo, zanimanje, naredili spektakl iz tega, ne. Religijski spektakl, ki to ni, ne. Ker gre vedno, če gledamo te filme, vsaj v določenih elementih prihaja do jasnih in očitnih zlorab. Čeprav stigmata, ne, bolj kot film v stigmah, je film o Tomažovem gnostičnem evangeliju pokrivnem, ne. Ni finta o tem. V bistvu stigme prihaja zato, ker se skriva gnostični evangelij. Ampak kljub vsemu, ne, zloraba, če pogledamo, prizor malo, recimo v zadnji tretjini, ali celo v zadnji četrtini, ko je igralka že prejela fasala, ne, že vse 4 stigme, se pravi roke, noge, trnova krona pa bičanje, in reče, ne, se pogovarja s tem duhovnikom, čisto tam zmahana na bosti, reče, ne bo tako žalostno, ne bo strašno, reče, zadnja, ne, pa smrtna, ne. Pater Pio je bil samo 2, ne, samo na rokah imel, ne. Frančišek Kasiški je imel vse razen prstne, ne, ker prstna pa pride angel, pa prevode, pa si mrtev. Ne. Vsi vemo, ne, če smo vsaj malo slišali za Patra Pija, vemo, da je imel vse stigme, da je imel prstno rano, da je imel tudi sveti Frančišek Kasiški, ki je imel isto prstno rano, ne. Tako da, zavajanje. Zaključimo pa seveda še film s tem, da znanstveniki, tukaj imamo znanstvenika, ne, scholars, trdijo, da, ne, je Tomažev evangelij najbolj pristen evangelij, ker so izreki nota napisani, ne. In katoliška cerkev ga je uvrstila na seznam prepovedanih evangelijev, ne. Ti zlobna katoliška cerkev, ne. In noter imamo še v zadnji sceni kardinala svete katoliške cerkve, ne, ki glavne igralko bogorevcev, ki je tako bog cel film matra in ji nabija tiste stigme in krvavi in je reva čist boga, ena frizerka tam v enem salonu, ne. In je tam, ker že bog ne muč zadosti, pa zdaj začne pa še zlovešči kardinal tam dušiti pojska in ne boš imel nič na moja cerkve, ne boš imel nič na cerkve, ne. Torej, gre za fascinacijo, ja, nad religijo, ker zakaj pa se ne lotijo kakšne druge zadeve? Zakaj se Hollywood, ker tukaj moramo biti vsem fokusirati na Hollywood, zakaj se Hollywood ne loti česa drugega? Zakaj nima nekih fenomenalnih zadev iz anglikanske cerkve ali pa protestantizma? Ali pa v končni fazi iz drugih religij? Zakaj ne naredijo nekega hinduističnega filma, to finto, da je bilo, ne. Dobro, Indiana Jones drugi del mi zdaj napadil na pamet, ampak to so tako, ne. To vsi vemo, da se buče, ne. Zdaj v 4. delu so že vesoljci vam prišli, ne. Tako da, danes lahko še čaka. Nismo vsem zrasen. Kako prosim? Nismo vsem zrasen. S hinduizmom. Ja, zahodni svet ni, ne. Zato bi bilo pa zelo čudno in nenavadno. Proba pa, ne. Kako prosim? Proba pa, ne, viš to, ko si rekel, na filme naštejemo, Hudiče advokat ali pa oni film, ko je Švarci nekaj špila proti Hudiče, te fore, ne? End of days, ja. Ja, to je tudi te finte, ne. Jaz bi samo to dodal, ne, ko si ti govoril o egzorcizmi, direktni film egzorcizmi, ta film pokaže, kje je izvor zla, ne, zakaj je deklica obsedena, tudi na začetku, egzorcizem na začetku pokaže izvor, ne, na začetku filma takoj, ne, moramo vedeti 2 stvari, ne, komercializacija filma, ali bo šli v komercializacijo, to 99% gre, v to noter razni film, ki hočejo res povedati sebino, tako kot je na primer Gibson hotel povedati s križanjem, oziroma pasijonom,
Drugo pa je, populacija, če gremo v kino gledati, to je otroci gledajo. Tudi če jim razložiš, zakaj to eno, drugo, tretje, se sanjamo, bo kar da plača, gleda bo, žrbo kokice, pardon, izrazno, in to je za njega užitek filma, gledanje filma, bodimo realni, ne bo razmišljal. Tretja stvar pa je, to so težke tematike. Kak češ ti to zdaj na poljudno znanstveni način, egzorcizem kar tak razložiti v uri in pol, pa hkrati po to, da ti od njega, njim je važno, da denar dobijo od njih, Če noben ne me hodi gledati, noben ne snema. Michael Jackson ne bo nikoli popularen, če ga folk Thomas ne poslušal. Pardon, izrazno, samo tak je, Isto pri teh filmih, komercializacija je v ozadju vsega skupaj, In zdaj pa lotevati se, ki je v katoliški cerkvi, že itak težko za razložiti, že itak težko, pač tisti, ki je doživljal eno, drugo, tretje, vemo, kam se to lahko pelja in na kak način. Tisti, ki imate izkušnje s temi stvarmi, niso enostavne stvari to. Zdaj pa to kar tako, razloži, da bo vsem jasno. Zdaj, film Talenta zadnji obred je zelo težko za razumeti, čem je poanta. Določen trenutek je celo občutek, da samo diakon izganja, da on upravlja, niti duhovnik ni. Je težko razumeti, kje je tisti miselni preskok, zakaj je ona deklica noseča, oziroma že, pravzaprav še bila deklica, zakaj je obsedenost, kje je ključno tisto, kje film prikaže, kak je prišlo do tega, do obsedenosti. Egzorcizmu isto. Kje je tisti trenutek, da je hodič stopil v kontakt s tem, s isto žensko, naprimer, na začetku govorim, ali pa iz leta 73, deklica, ki je bila popolnoma obsedena, kje je pravzaprav, ali pa zakaj samo z navadno vodo oni, jo pošprica, pa oni že skače tam, Ni bila niti blagoslovljena, To so vse finte take, bom rekel prav to, kar je prej mladi mož govoril, komercializacija, Zdaj, koliko ima to res namena, neko sporočilo kot tako, da globi. Ta režiser je že na začetku povedal, da bo provociral katoliško cerkev in jo bo ruknil, v glavo jo bo rukal dobesedno. In zato si norca dobesedno dela. Ker točno ve, na kateri gumb mora pritisniti, da se bo delal norca. In si dela norca skozi cel film. Tako da, te filme, nekaj religiozno gotovo je vedno bilo za komercializacijo, je bilo vedno najbolj zanimivo religiozne stvari vzeti. Tiste, ki so cerkve najbolj svete in drage. Stigme, egzorcizm, to vleče. To, kaj je vse tako težave, što je rekel, pa tale opos rekel, to malo da je skrivnostno, to vleče. Cerkve sama pa se tudi nikoli verjetno objasni nekih obrednikov, tudi ali pa kaj tajega, nikoli se ne izjasni, kako in kaj, da bi povedala tak in tak je, eno, drugo, tretje, kot je žalec prej omenil. To vedno privlači ljudi, nekaj skrivnostno. To pa, če gre populacijo gledati, kdo hodi gledati, po kinodvorani, kot sem že prej rekel. Pa jaz bi jih ven nagnal, ne pa, da bi jim še karto prodal. Kje so starši, pa vse skupaj to, in pol to podoživlja, vse to v sebe, noter srka, je cerkev pa res lopovska, kaj dela, Eno, drugo, tretje, Poše pa Marko Stanačko pija s svojimi stvarmi pride, ampak šake druge stvari doživijo, naprimer na ulici, v šoli, odkot drugod, in vsi ti impulzi se nabirajo v mladostniku in ne prečisti, nima kje prečistiti, pol dobiš, kar dobiš, In to kljub temu, da recimo, če vzamemo primer Angeli in demone, da film jasno pokaže, da iluminati ne obstajajo, da je tudi v filmu odigrana štorija, folk še zmer verjel, da so iluminati. Iluminati so res debli, ampak so bili tudi preganjeni na Bavarskem. Ludvik Bavarskih je z nekim dekretom zatrl. Ampak folk, ki bo gledal Angela, ne bo prepričan, torej, da še vedno iluminati obstajajo. Mimo grede še, ko si ravno komercializacijo govoril Jansa, prav Stigmata je imela zelo jasno začrtano komercialno opcijo. V Sloveniji je bil to prvi primer filma, ki je dobil celo slovenski videospot promocijski za ta film. Zapela ga je komati posnela Sandy in njem je uporabljala lahko 70% materijala iz filma. Tako da je rekla, da je v bistvu slovenskemu glasbeniku, da se zgodi nekaj tazga, da lahko dobi tako kvaliteten spot v smislu s slikovnim materialom nota, da je to sekero ne. Je pa res, da je to Sandy, da bomo se prav razumela, posnela to zadevo še pred svojim spreobrnenjem, tudi pred nesrečega Boga. In tudi
sama, ko gledala stvari nazaj, prav čuta, da ravno v tistem obdobju se je nekaj globok noter tako usedel, da te stvari niso kar tako izmišljene, da te stvari vplivajo na človeka. In če si umetnik, tako kot glasbeniki ste, za teh stvari lahko še toliko bolj dojemljiv in občutljiv za njih. Zdaj pa mogoče za malo pavze spet dali besedo, In tu bi zdaj idealno pasala, aleluja, Leonarda Cohena, ki gre, ravno tukaj gre za dejansko neke vrste komercializacijo tega izraza v neke bom rekel, komercialne namene, ker to je bil komad, ki je v zadnjih 3 letih bil največkrat prirejen iz največjega števila svetovnih glasbenih, vrli so se ogromni milijoni na tantiemih in vsi ga prepevajo naprej pa nazaj. Tako da, če vas ne moti, če vas pa moti, pa ne. Vi sami to. Jaz ne pojem tega zdaj z tega vidika našega liturgičnega, zakaj ga mi pojemo pri maši. Tudi ta beseda tega ne izraža v tem komadu, ampak je dejansko nek način, nek dodatek, s katerim da on, tisti ženski, v katero je zaljubljen, neki božji prizvok, pod narekovaj. Jaz mislim, da s to legitimacijo nam dovolite. Hvala lepa.
hteli posklopiti, pa najmo. Drugi sklop je fasciniralo me je to dejstvo, da kadarkoli pride vse v zakonnik, ker govorimo o pop kulturi, lahko to zahodno spustim, pa rečem o pop kulturi, pride do vprašanja odrešenja, je to odrešenje zmeraj na nek način podobno Kristu. In imamo dva primera, mogoče, kjer sta ta motiva malo izstopala. En je na primeru Gospodara prstanov, drugi pa primer Matrice. Jaz sem sicer, mislim, zdaj to čisto tako nekako asociativno povedal, ampak prejšnja slika, ko smo jo tu več čas imeli gor, pa zdaj recimo smo spremenili sliko, pa se ni dosti spremenila. Se mi zdi, da potem sem pa razmišljal dalje, odkot pa recimo to, na kaj se še spomnim, sem se spomnil takoj na Da Vinčijevega človeka. Podobno razprostrte roke, človeška figura, v vsej svoji razpostavljenosti oziroma v vsej svoji mogoče celo ranljivosti. En film, ki ste ga najbolj mogoče tudi vsi videli, poleg teh dveh omenjenih, poleg tega je recimo tudi Gran Torino, ki na koncu tudi zelo kristološko izpostavi to njegovo dejanje, torej Volta Kovalskega. Dejansko te slike, ki jih vidimo v filmih, so si na nek način zelo podobne. Zdaj, kako prijemo do tega in kaj je to dejanje in kaj to dejanje za sabo prinaša, so si pa seveda potem filmi zelo različne. Ampak recimo, če gledamo, ponovadi imamo neko točko v filmu, potem tudi recimo, ko vidimo to, naj bi bilo to neko zelo močno, tudi čustveno, zelo podkrepljeno, nek moment, ki gledalce takrat v tisti točki da misliti, kaj je dejansko ta lik skozi to zgodbo ves čas do tega trenutka naredil in kaj dejansko s tem dejanjem, s to potezo tudi naredil na druge. Oziroma, kakšen vpliv ima to na, če gledamo čisto filmsko, na like iz te zgodbe, mi imamo potem tudi doskrat, se potem sprašujemo prek Kristusa, ko podoživljamo zgodbo tudi na filmu, kakšen vpliv ima torej to odrešenje, ta na nek način veliki dar, oziroma po drugi strani pa tudi velika skrivnost, ki si jo včasih težko tako kot laiki razlagamo celo, kaj nam vse to doprinaša, oziroma kaj nam je pa to dejanje in ta poza, ki je pač tako sicer slikovito filmsko upodobljena, kaj nam dejansko to predstavlja, kako na nas deluje. Lahko moče imamo deluje. Ja, no, sicer lahko bi dali še en slajd čest naprej, če bi hodili več malo provokativni, bi dali film Ljudstvo proti Larry Flintu. Imate spet isti motiv, smo čist druge namene. Ja, recimo, če že gremo fotografijo posnemati. Ja, tle je. Ja, pa Titanic. Ne, ampak tam je namerno tudi uporabljeno, tako kot je bil tudi plakat za Stigmato, na isti način narejen. Ampak, če gremo še korak nazaj, k odrešenju, temeljna potreba človeka je po odrešenju. In v zahodni kulturi je to jasno zasidrano preko krščanstva. In če hočemo torej zahodnjaku prodati film, da bo na koncu čutil, če smemo reči tisto grško katarzo, potem mora neko odrešenje doživeti noter. Tega pač slovenskih filmih praktično ni, medtem ko Hollywood pa to vlada, to je odrešenje. Imamo tipologijo Kristusa odrešenika, ki jo umestimo v lik akcijskega heroja. Ko James Bond odreši svet pred zlobnim zlikovcem, ki hoče na tak ali drugačen način z, ne vem, raketami, z naftno korporacijo, z ne vem čim, zavladati svetu in ga on odstrani z tega sveta,
smo odrešeni. Zelo tipičen primerek tega je, ki v tem tudi celo razglablja o tem vidiku odrešenja, je film Die Hard 4.0. Bruce Willis, ne, da umestimo to odrešenje v kontekst, kot smo prej govorili, normalnega, običajnega človeka. Ne. Bruce Willis je en zavožen tip, en policaj, ki bo malo šel v penzijo, ki nič ni dosegel v svojem življenju. Žena ga je na čevelj dala, tam ima hčerko, pubertetnico, ki ga tudi ne šmergla 5%, ne. Ne mara računalnikov. Nič. On je bogi, ne, tam zavožen primer. Ampak glih on rešuje svet. Potem, ko se v avtu vozi z enim tipom, ki mu je v zadnjih nekaj urah že parkrat življenje rešil, ne, ga on sprašuje, ti, kako hodiš ti? Tako, ne. Jaz sem nek hacker, ne, pa ne dleko od testature mu seže zadeva, ne. Kako si ti tako ne tak mačo, ne, tako sem rešil že zdaj, ne vem kolikrat zadnjih nekaj urah. Zakaj to počneš? Ja, ker ni nobenega drugega, ker en mora to narediti. En se mora žrtvovati za ta svet. En more storiti to, da bo zbrisal te zlikavce stran, ne. Pač v tem primeru sem slučajno jaz, ne. Ker njemu se to zmer zgodi v vseh 4 delih, da po nesreč glih pade v tisto not zadevo in reši svet. Torej, temeljna potreba po odrešenju. Ja, potem že sami naslov filmov sledijo temu, kar govoriš, je Terminator. Staja mašina, pa potem še dalje, ne? Ki pa Judgment Day imamo že. Ne, to, ne, ki je najboljši izmed vseh, ampak potem potrebujo enega človeka, eden, ne, izbranec. In se to vrti od prvega, ne, filma dalje, od prvega trenutka, pravzaprav, ko Švarc pokaže, kako prije iz preteklosti, do zadnjega, ne. Do konca, pa še 5. del. In tvoje Star Wars, tvoje omemba Star Wars prej, ko si menil, se tudi tukaj zadnji odrešnik. Če vzamemo Terminatorja, Janez, ne, imamo spet, ne, en tip, ne, ki sicer to ne zdrži čist v zakonitosti, ampak en tip, ne, ki je John Connor, ki ga ima svojega prijatelja v prihodnosti, se pravi leta 2020, pošlje tega svojega prijatelja Kyla v leto 1985. In ta Kyle pride pač v svojih letih, v tej starosti, se pravi okrog 30 let, ne, cirka, pa no, se pravi, da se film dogaja tam 12, leta 2012 pa 15. Torej, ta Kyle pride v leto 85, ne, poslanec iz nekje, nekod, ki se kar naenkrat znajde v tem svetu, v ZDA 1985, sreča mlado Sarah Connor, ne, samsko, ne, priživi z njo eno vročo noč, ne, potem ga tako Terminator posprav, ne, ampak, ne, spočne odrešenika sveta, ki bo boril borbo proti kompjuterjem, ki bojo zavladali svet. Smo že kje to srečali. Oziroma, po atomski eksploziji v ustaji strojev, ne, ostaneta v bunkerju, proti atomskem bunkerju, Adam in Eva, ja, ne. Tako, vse so, kdo rekel, ja, dobro, si se dal vse na vsako kopito, na tega, gre za tipologijo, ki sledimo od zadeja, ne. In ki nam je, hočemo ali nočemo, nam zahodnjakom domača. Sprašujem se, kako to vrstne filme dojemajo in doživljajo, recimo vzhodnjaki. Kako Japonci ali pa Indijci gledajo Jamesa Bonda, poleg lepih deklet in hudih avtov. Kaj še vidijo in doživljajo, kako doživljajo to vrstne filme, ne? Nekdo ti presega vsega, ne, kaj je prepomembno, njihova kultura. Recimo, a zmorejo to naglasiti? Čeprav to je zdaj vprašanje, mi smo tudi kao zahodnjaki pa kristjani, ampak Slovence, ko gledaš slovenske filme, se ti včasih da greš bolj mazan domov, ko si pa prišel. Je, ne. Ni tistega, recimo, elementa takega, ki je v ameriških, nasploh evropskih filmih, recimo, so nasplošno, koliko se jih ne zdijo veliko, ampak nasplošno se zdijo malo bolj morbidni, malo bolj črnogledni, malo bolj depresivni, malo bolj, rekel, grozno realistični. Ameriški so pa zelo odrešenski, vedno z lepim koncem, vedno na tak način, ne. Zdaj, a je to tudi kulturna razlika med Ameriko pa Evropo, mogoče vmes? Biznis. Zato, ker radi gledamo, radi poslušamo lepe pravljice, Šegulčica mora na koncu živeti, pa princi da ključka. Mislim, to je tista temeljna želja, mora biti fajn na koncu. Mislim, da slovenski prostor
tukaj bi sicer David bil še lahko več povedal. Ampak v mojem občutku slovenski prostor je tako nastrojen s tem ateizmom, ne? Oziroma antiklerikalizmom, če tako rečemo, da in ker so finance, če pri nas hočeš pač film posnet, se ga da drugače skoraj da kot v produkciji pač z nacionalnimi sredstvi, razen posameznih, je to mogoče uspel. Se ve, kdo daje denar in kdo določa, kaj sme biti noter. In da bomo zdaj neki eksplicitne ali pa take implicitne zadeve se zbriše ven. Imamo lahko film Sladki sanje, ker ima neke preokupiranost z religijo, ampak to je kot zabloda, ne. Imamo celo bivšega duhovnika, ko v tem filmu pridiga celo, ne. In tako naprej, ne. Ampak bolj ko ne, če bi šli gledati ta film, je norčevanje oziroma pač prikazanje v religiji kot neke zablode. Ni pa nevzočnosti, pa nas se mi zdi prav tudi z tega vidika, ker je tako oska produkcija. Medtem ko evropski pa lahko vidimo. Nekateri, hoteli so me prepričati, da tak tip Kristusa od rešenika v filmu, ne, dobro, tukaj v Matrici imamo to zelo tako evidentno, ne, ampak, ali pa v Gran Torinu, kot si rekel, ne, je tudi zelo evidentno, ne, ker noben človek ne prestane, ki ga prerešetajo, takole, ne, na tleh. Čeprav so ga z večjih strani strela, ne. Ampak recimo smo hoteli prepričati tudi, da Lars von Trier v Lomu valov, da ne bi bila glavna igralka, ne, tudi zelo kristološki lik, da se žrtvuje za tega svojega moža, pa balkona s Herabalom živi in shodi celo. Ne, jaz sem Matrico gledal na Laša, ne, po 3 dele super, me res potem to malo zanimalo, ko se govori toliko o tej vlogi, da je tako, ne, ker se da sta režiserja, tam nekaj povedano, kaj te zvem, kaj te imaš tam nekaj. A v 3. del na koncu me tako praznega pustil, ne, da bi naravno pretepil skoga, po preko bi bila prvič. Zaradi tega, ker nič o nekaj odrešenstvo, nič da bi nekaj apliciral, nekaj, ne, da bi bilo nekaj tam, vse sploh nič ni taka, ne, da bi bilo kaj, ne. Mislim, se mi je zdelo res tako prav New Age-evsko, vzeti neke detajle iz katoliškega krščanstva kot takega, ne. Oni so že tako oblečeni, kot da imajo talare gor ves časa, ne, eno, drugo, tretje. Da roke na razen, se pravi, znajo kriti, na koncu pa nič tistega, ne, višeka, ne, kot sem pričakoval, da se bo tega res nekaj zgodilo, da je res tisti, ki je prišel, ne, rešiti, ne, človeštvo. Ma kaki? Veš, tam dalje, tam neka proba, ne. Ali se jim je konec ponesrečal, ali so pa na laž hoteli pustiti, vse primer, jaz sem tako doživljal osebno govorimo, ne, da blusto vse skupaj. Blusto vse skupaj, ne. Vse ni treba, da je nekaj poglobiti, samo lahko je, bi bili radi kot, ne? Ja, ampak, če so hoteli to doseči, pol so dosegli, ne? Da je ostala zelo blusto. Teda Matrica zaradi mene, glede tega nič pretresljivega. Robot na koncu reče, stojiš 10 minut. Ja. On je prišel zaradi tega, da je bolničil, da je on je skozi proti mašini, ne? Da se lahko ta isti sklop vase, da tudi filmi, ki mogoče nekako nadaljuje to misel od rešitve, se pravi, ki podabljajo apokalipso, zdaj res konec sveta, ampak hkrati so pa izbrani tisti, ki pa preživijo ali pa kazem, so preseljeni nekam na drug planet, da bodo nadaljevali človeški rod. V tem smislu, ta problematika elitizma, ki se v bistvu te tematike pogosto dotikajo. Se pravi, ni božji načrt ta, da bo posameznik odrešen, ampak so samo določeni tisti, ki so vredni tega, da nadaljujejo človeški rod. Mislim, da Terminatorju je tudi malo tega vidika tam v drugem delu. Izbranci. Ja. Se je izvoljeno ljudstvo, hitro to idejo. Mislim, kam se vračajo v tej Matrici, ki je postojanka na Sionost? Mogoče še, da gremo še v pozitivni smeri. Slončka Hortona ste gledali? Slončka Hortona, Horton, risanko. Pa če pa kaj, pa Janez, takoj, ko boš šel domov, da vzameš Hortona. Pa za lahko noč boš gledal.
Ja, pa zdaj skoraj bolj že nič ne povem, zdaj nekaj spoiler to, ne. Vsekako, Slonček Horton, to je bila risanka, mislim, da je 3-4 leta nazaj. Dr. Sus. Ja, Dr. Sus je pač po njegovi knjigi narejen. Ta Slonček je popolnoma kristološki lik. Luštkan, prijazen, nedolžen. Na koncu se zgodi, da bi zraven lahko citiral psalm, drhal podobnežev prežijo okoli mene. Ampak je res. In je čudovit film, ker poseblja Kristusa in Boga očeta v enem. Mislim pa ne, da bi šlo za nek mišmaš, ampak v isti vlogi se naenkrat to menja. Ne? Vam so to pa mogoče ne v sinhronizirani varianti, čeprav pripovedovalc, narator zgodbe je lahko sicer dobro naredil, par elementov pa zgine s slovenskim prevodom v angliškem originalu, so to sporoč, mislim, najško. Prosim. Je pa Narnija? A ni to isti motiv lev kot čista podoba Kristusa? Luis to prav, mislim, sicer opozarja, da noče ves čas vleči sporednic, ampak je jasno, ne, kaj je lev. Ja. Liamu nisem zgleda, da ni jasen, ker pri tretjemu delu je rekel, da bi bil lahko tudi to Allah, ne. No, čeprav, če bereš Narnijo, tam v zadnji knjigi je to zelo dobro temeljeno, da je Bog taž, da je v bistvu Aslan tudi Bog taž za tiste, ki ga čestijo pravilno. Ampak bodo šele po smrti spoznali, kdo je resnično ta Bog. Jaz bi pri Narniji, sploh pri filmih, ki želijo biti tako, ki imajo te nadomestne like na zelo eksplicitni ravni, oziroma tako bom rekel, drugače, pri Narniji konkretno, no, to, da je tako krščanski film, ne, bi bil se zadržan. Vse motivika in simbolika in vse je, ne, ampak da bi pa to nekako zelo uporabljali ali pa rekli, ja, to je pa tako krščanska zadeva. To meni tudi mogoče malo moti, da v bistvu ta model krščanski dajemo, recimo tudi Matrico, ne vem, jaz sem velik fan Matrice in mene moti to, recimo snočem primerjati Matrice z odrešenjem. Meni Matrica ena posebna zgodba pač, ki pač sem fan, ne, poznam zgodbo in nekako mi veliko pomeni bolj, ko začnem z krščanstvom in z odrešenjem to primerjati, potem nekako zgubim sam pomen Matrica pri meni osebno, recimo. Meni se zdi celo tako, da se ne bomo narobe razumeli mogoče. No? Ne, da bi iskali to za vsako ceno, ampak kako človek mečkano z distance pogleda, ne, pa vidi mogoče od impresionistične slike mečkano odstopa še, da dobimo še bolj celo podobo, da vidiš vse posamezne elemente, kot pa so lahko, ki bi rekli, ja, tole pa tukaj skupiran, ne. Zakaj tudi? Ja, mogoče zato, da bi bilo lahko bolj dopadljivo. Ali pa, morda, v primeru Matrice, da bi izgledalo tako nekaj, ne, nekaj je. Če moram recimo sam motiv žrtvovanja in potem nekega odrešenja za tiste po tem dogodku oziroma po tem dejanju, se mi zdi, da je dosti taka neka čist človeškast na nivoju nekih naših, ne vem, izkušenj in ne vem, če ne drugo že recimo, imamo v življenju dostkrat, ne vem, da se nekdo more za nekaj zažrtvovati, zato da potem tisto dejanje prinese neko novo stvar. Tako da se mi zdi, da niti ni to nujno nekaj vedno povezovati, aha, to pa je krščanska. To se mi zdi, da je zelo tako, v ljudeh samih nekako globoko zasidrano, da mi črpamo na nek način iz našega biti človek. Tudi ta biti človek je s krščanstvom tako sovpada, zato zdaj mi dostkrat potem povezujemo, potem, aha, to pa je krščansko, dejansko pa je to nekje globje v nas začrtano, ampak nočem zdaj od tega, kar je pa krščansko sicer na neko posebno raven dajati, ampak na nek način izvira tudi iz človeškega pogleda. Moramo pa še si priznati, ikonografija ni budistična. Ikonografski vidik pa poimenovanje, pa včasih tudi filozofija, ki se v zadnji skriva. Ali pa se nahaja tudi pri Narniji, ne? Tudi pri Narniji. Ali pa celo uporaba kakšnih stavkov neposredno.
Mislim, da tako domačaš, ko se ni videl, da režiser je imel to ravno biologijo, ampak se je pač seveda izhaja iz kulture jasno, da bo pač ta podoba prej slišla na kot pa neki bog z več glavami, ne? In da bo pač ključno, ne da bi mislil, da bo pa zdaj prikazal odrešenje v krščanskem smislu. Mislim, da je treba ločiti med režiserjem pa avtorom. Ne? Avtor pri Narni je želel Kristusa dati nov. Kar se recimo dostkrat sporeja, Gospodar prstanov, Tolkien ni želel dati. Drugo je pa, kar mi hočemo videti, pa kar režiser hotel videti. Ne? Zato, recimo, kar ste rekla, ne smo Matjaž, Matrica, režiser morda ni hotel, ne? Pa mi vidimo, medtem ko v Narniji, pa morda režiser ni želel, avtor je želel, kaj pa mi vidimo? No, samo tale slika, ravno. To ni ponesrečno. Mislim, samo to. Drugo lahko vse se strinja, kar se rekel, ampak take stvari se pa ne zgodijo po nesreči. No, jaz mislim, da pri Matrici sta imela režiserja, ne? Da sta imela ta vidik obleka sama, ne? Polimena, Sion, ne? Pa to, sta imela v ozadju ta vidik. Za Narnijo, koliko vem, je bilo pa ravno obratno, ne? Ravno obratno, kar si rekel, ne? Avtor ni želel toliko, ne? Luis sam pravi, da on je napisal zato, ker sam pododrek ni imel kaj brati zanimivega, pa nekaj zanimivega napisal, pa prav eksplicitno pravi, ne želim risati sporednic s Svetim pismom. To je Tolkien rekel. To je Tolkien. Brez skrbi. Ne. Zato ga ljudi tudi razpovedali, kakšno si sledijo kot take knjige. Sigurno. Zato, da je najprej vrnka noč, čeprav je mora biti filološko najprej rojstvo. Zato je tudi Gandalf, ki je sicer čist sporedni lik Aslama, ustajanje Gandalfa, ustajanje Leva, je čist drugo. Gandalf sicer stane ponovno, ampak ne uprizarja Kristusa. Medtem ko Aslan, Lev, ki stane iz smrti, pa je lik Kristusa, ki ga je izhod hotel. Ja, to ti vidiš, avtor pa tega ni videl. To je on sam pisal. Mislim, da je mislim, da sicer, no dobro, zdaj to je druga debata, ampak mislim, da sicer ni, prav to pravi tudi Luis, da ne iskati dobesednih povezav z Svetim. No to, ampak to je druga stvar. No, ko se to je isto vprašanje, recimo, samo kar vsaka druga beseda je njegovi delite aleluja. Zdaj, če bi rekel, da je vsakič, ko je rekel aleluja mislo Kristusa uspenje, potem bi zgrešili. Ampak ker je on živel v kulturi, ki je bila pa prežeta od jutra do večera s tem izrazjem, pa prosto ni mogel drugače pisati, ker ni znal. In to je recimo tudi pri Tolkienu enako. On je pač išel iz nekega okolja, ki je bilo krščansko in on je svoj svet lahko zgradil samo s krščanskimi izrazi, pojavi, drugega jezika ni znal. Recimo, čez 100 let v povprečju Slovenec tudi ne bo več razumel, ne bo več verjetno v Matrici gledal, tako kot mi vidimo, mu ta poza ne bo več pomenila križanega Kristusa, ker mu ta lik ne bo domač. Dokler pa je tak domače, kot je bilo recimo pred 100 leti slovenskemu ustvarjalcu, prosto ni znal drugega jezika kot krščanskega, ni pa s tem širo krščanskih idej. Jaz zdaj ne vem, koliko je Robertu Pešutu osebno znano, ali pa ne vem, koliko je bil vzgojen, ampak fascinira pa sem, da se je recimo kot ustvarjalc lotil recimo pesmi Gospod res težko sem ponižen. Čeprav vemo, kakšen žanr in tako naprej on izvaja, Roberto Magnifico, da ga za še obrazložitev zrano. Zakaj je moral to? Pa je zelo krščanskih vsebin se veliko lotil, ali pa če bi šli še pogledati zdajle, pa kontra, zadevo še, pa je tudi z krščanske kulture ven vzeto, nekdo je moral zelo dobro iz benda Mi-2 poznati stvari od znotraj cerkve. Se pravi, da je en, ki je napisal Mašne misli, da je zelo jasno vedel, o čem govori. Ker ko poslušamo to pesem, se prvič lahko za glav primemo, pa se vprašam, kje sem pa jaz tukaj nota, Kot drugo pa je zelo dobro moral vedeti, ker je bilo posneto še pred Mariborsko afero, ko piše, ko nota reče, da je župnik pridigal in štel svoje farane. Cerkev je polna, tako tudi ostane, pa več, ko bo denarja,
več se bo zadnje nabralo. V škatli in značkofija ga bodo gledali kot prijatelj, ne. To je eden mora poznati zdaj, ne. Kultura, smo v njej. Torej, iz nje ustvarjamo, ampak zdaj samo vprašanje, katero smer zapeljamo. Ne bom, jaz še zmerno bom rekel, tole ni po nesreč. Pa Volt Kovalski v Grand Torinu po nesrečne prestane tako. Sigurno. Mislim, samo to hočem reči, nič drugega. Drugače pa so lahko režiserji čisto druge strani, ampak to ne pride po nesrečno v to film. Recimo za Matrico, tisti, ko smo malo bolj fani, poznamo Animatrix in tam noter je zelo konkretno se črpa Svetova pisma. Sploh recimo, to je pač serija nekih risank in tam je tudi piše, v začetku je bil človek in človek je naredil luč in bilo je prijetno, ne vem citat točno, ampak zelo so uspredno vleče Svetim pismom, tako da in to mislim, da sta prav ta režiserja filma sta kot dodatno delala še to risanko, oziroma zbirko risanko. Vsekakor pa mi recimo rečemo čudna sopota gospoda, ima to popolnoma sekularni pomen, ne? Ampak če mi pa v Indiji, pa gotovo ne bi na tak način iste misli izrazili. Ja, saj tukaj smo v naši kulturi zahodnici, zato pa sem prej vprašal, kako take filme recimo lahko v vzhodni kulturi dojemo. In mogoče, če mi dovolite, da malo prejšnjo temo skočim, ko smo na hitro vrnali, kako pač mi, recimo vzhodni svet doživlja naše filme, kako pa recimo mi doživljamo naše filme, recimo njihove filme, naprimer, če poznate Prežiči tiger skriti zmaj, to je bil zelo popularen pretepaški film. Konc je meni totalno nejasen, ko se oni dva fanta punca, zdaj sta pa kaj skupaj, na koncu pa ona naredi samomor, zakaj, oziroma pač tam skoči z iste pečine. Tudi, ali pa recimo, zelo popularna risanka je bila to tukaj od Miyazakija, če se motim, Spirited Away, čudežno popotovanje. Kao družinska risanka je bila zelo popularna, ampak mislim, kar neki, ampak ok, zanimivo, ampak kar neki. Ko recimo, za mene... Ampak hecno, da si ga omenil, da čega, naprimer, princesa Mononoke je pa zelo odrešenska v smisla, ker bog gozda mora umreti, da se ponovno rodi. Da, pa nisem sploh pozil za. Ja. Pa je čisto odnaška. Kaj pa reinkarnacija? Ne vem, ne poznam stvari. Je že, ampak on se rodi spet kot bog. Ne poznam. On se ne rodi kot kamen, pa kaj drugega, on je spet bog. Na vzhodu je dosti tak, če nekdo naredi neko težko napako, ne, je najbolj časno, da se žrtvuje. Kot drugo je pa zelo usoda tista, ki nas vodi, ne, smo udarni usoda. Japonska ima veliko stopnje samomorov, brezciljno življenje in podobno, ne. In tam načrtno v šole vgrajujejo izobraževanje temelje na tem, da predstavljajo junake, zgodbe o junakih, ki presegajo usodo. Če se zelo potrudijo, lahko to usodo premaga, ne. In s tem izboljšujejo to stanje, ne. Tako da na te zahodne zgodbe po moje gleda zelo, če se jih dotakne, potem zelo koristno za njih, ampak mogoče so preveč neenostavno gre se skupaj, ne. Ja, tam ta je pa res, ne vem kak srečni, da ta je premagal usodo na tak in tak način. Predlagam, da gremo še malo glasbe, pa mogoče še tretji sklop, pa zaključimo. Ali že zdaj zaključimo? Glasbo. Ne, mislim, kar se filmov tiče. Še en naslov, pa dajmo unga o... Ja. To pa je čisto komercialni komad, ki je bil iz enem ameriškem filmu o ameriških vojakih v Iraku in ima noter zelo močni motiv molitve, kar je meni tudi zanimivo. Mi smo malo bolj široko gledali tudi recimo krščansko motiviko v tudi čisto komercialnih komadih. To je tudi zelo taki domoljubni komad, tipičen za Američane, ne?
was you. Baby, I can see you trying not to cry. I'm afraid that I ain't gonna lie. Gotta do what I'm afraid to do. I'm a little tired, but I'm doing fine. Got my promise back and it's watching mine. Just keep praying that we'll all make it through. And I fight for what's right, and I fight for what is true. We'll still fighting to get back to you. We don't see like we don't see why we don't see what we have to do. All we see is a red and white moon, fighting for our red and white moon. Baby, how's a little baby girl? Does she know her daddy's heaven on the world? Tell her she is mine. I've only seen her in a photograph. Don't know where to cry all night while I'm not here in the dark. I'm a little tired, but I'm doing fine. Just keep praying in love and watch your mind. Just keep praying that we'll all make it true. I fight for what's right, and I fight for what is true. We'll still fighting to get back to you. We don't see like we don't see why we don't see what we have to do. All we see is a red and white moon, fighting for our red and white moon. I don't know the reasons why. Sometimes at night I just sit and cry. Telling you to tell me what I'm going through. Oh, well, all we have is just telephone. Don't know where I'm coming home. I just need that you keep praying that I do. Yes, I fight for what's right, and I fight for what is true. We'll still fighting to get back to you. We don't see like we don't see why we don't see what we have to do. All we see is a red and white moon, red for a red and white moon. Zdaj verjetno bi pa razmišljanje o religiji v filmu ostalo tozo, če se ne bi dotaknili še tistega najbolj evergreenskega lika, to je pa seveda Jezus Kristus, ki je še vedno en najpomembnejših likov v filmih, seveda v najrazličnejših odtenkih, od zelo pravovernih, kot je v zadnjem času do Gibsonov Passion, pa še prej, kot je Jezus iz Nazareta, pa potem do Brajnovega življenja kot parodije, pa do izzivalne zadnje Kristusove izkušnjave. In nekaj od tega je vključenega tudi v izboru na razstavi. Seveda bosta pa lahko z gostoma predebatirali mogoče še o čem, če se na razstavi ni. A se še kakšne naslova spomnite?
bi lahko rekli, kristološke produkcije, se pravi, filma, ki govori o Kristusovem življenju. Ja. Evangelio secondo Matteo, Evangelij po Mateju. Kralj kraljev, celo v 2 inačicah, Nemi iz leta 27, pa še z leta 63, če se motim. Greatest story ever told. Čudovito. Lahč. Lahč? Plašč. A, plašč. A, drov. A, ja, ja. Ja, ampak to ni več, tako bi rekel, eksplit. Mislim, poskušamo ostati torej na nivoju še filmov o Kristusovem življenju. Film Huro je samo en insekt. Ja. Film Jezus, ki je v zbirki bibličnih filmov, iz leta 99. Visoški frontier, ne? Ja, ki ima pač tisti moderne spošnjave kot ja. Gospod John. Gospod John. Tudi jaz sam njih nam prišla tam. To, ko so skušali delati pač dobesedno v Svetem pismu. Ne pomate. A bilo ni protestantski propagandi? Največkrat gledani film na svetu, ki ga je Brian Deacon režiral, ja. No, to mislim, da najbolj gledam film na svetu, ja. Jesus Christ Superstar. Kateri je bil najbolj gledan? Ta film Jezus, mislim, da so ga, ja, 79, da so ga posneli. In meni je že zaradi tega težko gledati, ja, kot je Aleš rekel, ker ga pol Debibič sinhronizira na pol, mislim, bravca. To, da najbolj gledam film na svetu. Zaradi tega, ker so ga gledali, ker so ga po vseh misijnih kazali. Če so ga poseljevali. Ne, da bi hotel v smislu bil, da bi imel pač to, ki so več klaso. Ja ne, a veš, če tam agregat misionar preklopil, ne, pa projektor, ne, pa malo da se gleda, se bi tudi James Bonda gleda, se Salesijansko razlagal, da je ne vem, kako eno misionu so mi prepotovali. Tudi James Bonda gleda, pač prijo gledat, ne, se pač pol poučijo, kaj še v tem. Mislim tako, ampak ta je bil pač čiz misionarskega vidika. Ampak je najbolj gledan film vseh časov. Film, ki si ga je največ ljudi na svetu ogledalo. No, se to je to verjetno ocena. Tako se pač propagira ta film, to je nek pač protestantska tradicija. Težko. A mislim, da je kak, da sem memoari malo cedun, da bi več memoarjati. Ne, mislim, da je leta katerega? 79, ja. Mislim, film je bil posnet leta 79 predvan, danes recimo neko je vsaki hiši za 3 računalniki in koliko kinje in vsega tega, ne? Ne vem, recimo Titanika, vem, so eni hodili po 15 krat gledati, ne? Mislim, je to realno. Ja, gre za te episode. Ne vem. Tako so se vprašali. Vsekakor, če ga niste gledali, da boste verjetno zdaj, če ne smete izpasti s tem nožicem. Ja. En prvih filmov, sploh v zgodovini filma, je bil tudi, mislim, že v letu, ko se film bil prišel ven, v filma, torej 1896, je bil tudi že prvi film Kristus, posnet bolj kot pasijonska igra, ampak žal tisti film ne obstaja več. Najstarejši ohranjen film je iz leta 1903, oziroma pol njegov remake iz leta 1905, ki ga je Ferdinand Zeka posnel, 44 minut dolg film, Življenje in trpljenje Jezusa Kristusa. Bil on kdaj svetov za ogled, tako luškan, kot bi rekel neko zgodovinsko zadevo, pač kamera, vaš čas v istem kadru, pa se malo pač spremeni, koliko večinoma s kulisami narejen, par prizorov samo mogoče zunaj. Ampak če že največ mobilnosti je, da gre z enega prizora v
v sosednjo sobo se preselim, ko pride recimo Jajrovo hčerko zdraviti zunaj, potem pa vstopi v hišo. Ampak tako je, ne? Statično, dokaj, ampak vsem. Kaj je že neka stvar, da premakneš isto goro kamere, ko je bila včasih. Točno to. To je bilo. In še 3/4 ure filma, da posnameš v tistem času, je to dolgometražni film, zelo dolgometražni. A ste s kakšnim v tem, kar smo našteli, pa recimo, če damo še Rossellinievga noter Mesija, ste s kakšnim v tem zadovoljni? Ja. Recimo? Jaz sem s Rossellinievim, Gibsonov je tudi kresen, sem tam Grbiče, da nisem gledala. Ferelio, pa si Ferelio je na svoj način. Ferelio je enkrat. Pa tudi ta iz 99. Kako bo se? Tudi ta iz 99. Aha, Jezus. Se to zelo. Smem vprašati za Pasolinija prav, zakaj vam je bil všeč? Čem, s čim? Zato, ker ima tak svoj pristop, da ti bi rekla, da ni taka gladka pripoved, ampak da ima skoraj tak malo odsekane prizore, pol da so ti igralci, pač apostoli, recimo, so tako bolj taki navadni ljudje, bolj tako nekaki tako manjšinski. Pa, da je tako simbolika tudi predstavljena, kaj mislim, tako da ni kaj tak sladkornega. Pomeni toženo, prvo to, da se naglami. Še posvečeni pokojnemu papežu Janezu 23. ne? Ja. To sem vas zato vprašal, ker s temi stvarmi se bi kar strinjal z vami. Moti me pa, kot se lahko pogosto zgodi pri marsikaterem filmu Jezusu, Jezus. Ker je tak nevrotičen Jezus, živčen. Popravljati, ja, mislim. Ja. Gleda po šmrti. Ja. To me še toliko ni motil, ampak bolj prav ta vidik, da za moje pojme odstopil od podobe odrešenika vsaj te nevrotičnosti, no, malo tak živčen Jezus, no. Ali pa revolucionaren, če vzamemo obdobje, v katerem je nastajal, ne, torej revolucija, ne, vsem tem gibanju, torej, da ima malo tudi pečat tega časa. Zdaj, živčen Jezus je tam prvi terminačega. Dober, ja. Še kje? Mogoče, ako če vzamemo ta vidik Jezus, ki nam ne spada noter film, ne, vsi kritiki pravijo, da Zeffirellijev Jezus iz Nazareta kot film, v končni fazi, narejen po naročilu papeža Pavla VI. Tudi, ne, in je tudi sam seveda bolj zelo pohvalil. Vse dobro, pa spet Jezus problem. Se tudi ikonografsko sicer ustreza, ne samo v zahodnjaški podobi, ampak celo tej romantizirani podobi Jezusa, ne? Ampak od njega ni neče pomleden tip, ne? Je z razliko od Gibsonovega Jezusa, ki ga sploh kot igralca ne bi prepoznali, ampak ven preseva Jezusa skuša, no? Bolj kot sebe zakrije. Tukaj je pa tak neizrazen, ne, Robert Powell. Podobno tudi pri tem Evangeliku Janeza, ne, smo tudi zdi tako nek kontrast in mlač, nima nekaj karizme, nekega papusa od njega, kar... Pa biblični Jezus 99. tudi, mislim, pa Jeremy Sisto, sploh se mi ne paše to vlogo. Tukaj človek ne pozna igralca, ne? Ker zato je dobro, da je nepoznan igralca, pa do tedaj nepoznan. Ja. Ali pa da je tako fej zamaskiran, neko pasijon. Ker tudi če vzamemo recimo primer film Francesco od Liliane Cavani iz leta 1989, v katerem Mickey Rourke igra v glavni vlogi, ne,
pa ne moraš zdaj tam enega tipa, ne, ki veš, da je imel še, da so mu popudrali tatuje tudi, da je igral, ne. Ne more igrati Frančiška, pa ne gre, no. Ne, pa še tak mača gaj bi tudi. Mislim, tukaj tudi gledalcev, ne, da čim, če vzamemo, če smem na pasijon skočiti, ne, kdo igra Marijo Magdaleno? Asterix, ne, in Obelix, oziroma misija Kleopatra, ne, Malena, ne, Nepovratno, oziroma Irreversible, ne. Take čutne, senzualne vloge. Torej zelo paša k Mariji Magdalene, ki zdaj se sprobrem, ne, med vsega tizga, kar smo že videli. reči, da je čist, ne? Ja. V tem smislu, to je zelo več pomicev, ne, lahko, da rečemo ta vidik. Recimo, če gledamo tako, je Jezus iz filma The Greatest Story Ever Told, potem rado glavni eksorcist, ne. V bistvu je glavni igralec filmov, iznenadi sliče. Ali pa še kasneje kralj David, ne, recimo, umirajoči kralj David v filmu Salomon. Ampak, ne, Greatest Story Ever Told, dajmo pa tukaj zdaj vzeti, ne, ki bi lahko skoraj rekli nekakšen prehod, čeprav se je zvočni film že prej zgodil, ampak skoraj nekakšen prehod iz nemega filma v sodobni film. Je res ravno nekje v sredi, ker če ste gledali največjo zgodbo vseh časov, ne, je film, ki se vam bo zelo počas dogajal. Ker je križopot, ne, ker je res tako počas. Imate občutek, da ste v galeriji in gledate sliko. In prizori so dejansko veličastni, ne, so veličastni, čudovito narejeni, ampak počas, vse je počas. Čelo John Wayne, ko pod križem prebode Kristusa. This was truly the man of God. Ampak počas, vse je počas. Za sodobnega človeka, ki je akcija, ki mora se šibati. Zdaj na estetiko so Gibsonovega pasiona to pa. Ampak je pa recimo res umetniško z tega vidika, ne, dovršen. Če tudi bi biblicisti se v kakšnih vidikih tudi malo pritožili, da je malo več kakšne stvari tudi pri svoje naredila, imate Marto, pa Marijo Balada, jaz mi zdi. Mislim, gre za priredbo. Zdaj tukaj lahko spet trčimo v vidik, kako adaptirati, ne, kako prenesti Sveto pismo na filmsko platno. To je hud izziv. Že sploh, da bi rekli, ne, kaj na film. Že samo reči, dajte nam vidva zdaj povedati, ne, Jezusovo življenjsko zgodbo. Ja, kako zdaj 4 zmiksati, ne, v eno, ne. Že tukaj je to, ne, kako pa zdaj prenesti še iz Svetega pisma v film, ne, je kakšen je bil jaz, je bil velik, je bil mehko, je bil suh, je bil debel. Kako je bil oblečen? Kakšen je bil Pilat, ne? Kako je bil oblečen? Ko sta se pogovarjala, ne, v pretorju, kje je kdo stal? Ampak kljub temu, da ni to definirano, se mora človek na nek način soočiti za to ljudsko podobo, ki pa bo takoj oporekala, če boš zašel preveč v svoje interpretacije. Ja, smo prej malo gor sem že izzival, ne, ampak Zeffirelli je v želji po čim večji zgodovinskosti bil šokanten, ker, če gremo po naših cerkvah, gledamo križeve poti, kot jih je pač promoviral potem kasneje tudi frančiškan Leonard Portoboliški in zelo razširil to pobožnost, Kristus nosi cel križ. Zgodovinsko vemo, da ni bilo res. Ampak ko vidimo Roberta Pavla na prečniku samo prevezanega, kako zdaj to, kaj se gre ta režiser, ne? Ko sem jaz prvič videl ta film in nisem seveda pojma imel še v tem zadevah, kaj se gre, ne, pa se ja, Kristus, cel križ, ne. Ko pa zveš, ne, ti pa Gibson zagleda pri vsej želji po realizmu in da bo tako, kot je bilo, ne, v resnici, pa kad dobi prebičan Jezus, ne, čist do konca zmučen, tist cel, ne, križ, ne, pa kad ga zdrav dec, ki s futram, specialci, ne, ga ne mogel nesti takole, ali pa glih komi, ne, pa smo spet tam, ampak tukaj je zdaj pač želja bila med križopot, ne, filmu, Gibsona. Tako da, tukaj ja, lahko hitro, ne, ali pa, ne, če gremo še en vidik, mogoče zgleda zelo smešno, ne, ampak
kar dobro si pogledajte, koliko križov v filmih kristoloških ima gor napisi Inri. Inri. Zaradi tega, da nam bo domače. Poslušajte, to ni bil tak listek, to mora biti taka tabla, če so v 3 jezikih napisali. Tako, če gledamo, no. In tako ponastavljanje, ali pa še uporaba potem teh klasičnih motivov, podob, ki so nam domače. Se mi zdi, da je ravno film Jezus iz leta 1999, čeprav je zgodba skoncentrirana in dosti tako z enim žmohtom predstavljena, pa uporablja vse te klasične podobe pa noter. Ravno ima Inri na križu, pieta nujno mora biti, ne, ki je ni, ne. Če bi gledali zgodovinsko, ženi so pa stale daleč stran, mislim, pod križem, ampak so bile stran. Niso, ja, čist pod ne, se mora biti vse stran. Pa kdo je pokopaval samo? Kdo je pokop izvajal v ljudovstvu? Pokop? Ja, kdo je pokopaval? Kdo je bil za pokop zadolžen? Ajde, sem te presenetil prst. Vidi za taki konc. Ja, ne bi moški bili za to zadolženi. Torej sta Nikodem, Jožef iz Arimateje in drugi to poskrbeli. Žene so še lepo naslednji dan prišle s tistimi dišavami. Ne? Mislim, tako, vse te, kako bo potem Marija dobila Jezusa v naročje? Ne pa še pri filmu Jezus iz leta 1999, ne, ona tam sedi in samo 2 prijeta in ga položita v naročje in pa, da imamo Michelangela. Da bomo čim bolj, ne, pa pije Jezus zraven, še muzika, ne, čistko, dejana. Ali pa zgodba o Kristusovem rojstvu, ne, zaključi se, ko prijo Egipt, ne, po čudno, ne, po peščeni, puščavi tam gre v sonce, nabijo mrtvo, zadnji se pa začne prelivati sveta noč, ne, Gruberjeva. Ampak zakaj? Zato, da nam bo dopadljivo. Pa je lahko in Gibsonov Passion, in Zeffirelli, in tudi ne na zadnji film Jezus, ali pa zgodba o Kristusovem rojstvu so filmi, ki želijo biti na nek način zvesti izvirniku, ne? Ne neke blazno svojske interpretacije. Zgodba o Kristusovem rojstvu je čudovit film, ki ima celo, se vidi, da ga je režiserka delala. Se vidi, da je ženska delala film. Zakaj? Zato, ker pomor betlehemskih otrok da na začetek filma in potem ima retrospektivo. In ko se v filmu spet približa ta dogodek, je mimo grede narejen. Na začetku je veliko tam akcije, pa pozabno malo, da ni tiste brutalnosti tam na koncu, da te zamori. Smo malo nekam odplasili. To, kar si, če samo čisto, to, kar si imel glede glasbe, vidiki, tudi, zdaj, iskati, če se išče filmu autentičnosti, naprej in originalnosti, imaš dva žanra, imaš pa tudi filme, kjer se recimo ta zgodba o Kristusovem rojstvu je pa tak tipično katehetska, da se rekla. In tudi zato glasba, ki je spremljena, najbrž bolj smiselno, da Sveta noč špila, kot da špila zdaj, ne vem, nekaj, kar bi originalno v tistem času se izvajalo. Zelo močno je to recimo na koncu, ko Sveta družina beži v Egipt, se pa poje Magnificat. Se pravi, ta feministični vidik, v bistvu, ne bi rekel, feministični, ne ta ženski. Ja, tukaj se pozna, da je režiserka. To se mi zdi dobro. Marija Jožef Hopan, da to je malo na neji, ne? Ko ga umiva, noge ga umiva tam vodi in dolgo. Ja. Se prav, da ga ne. Vsekakor ta film je narejen, se tudi tiste jasnice so tako, kad bi gledali cerkve ukradli. Ampak je zato, da nam je dopadljiv, da ko vidimo tak film, rečemo, sej, to smo pa že videli, sej to nam je poznano, sej to je to. Čeprav so marsikateri stvari zelo odstopajo, lahko celo od resničnih dejstev, zgodovinskih ali pa bibličnih. Nas ne bo zmotil cel križ Gibsonova Pasionu, nas bo Zeffirellijev prečnik zmotil. Ampak zato, ker odstopa od naše podobe. Pri zgodbi o Kristusovem rojstvu bomo rekli, da je že kar veliko cukra noter, no, ampak je pa v tem smislu po izročilu, a ne gledano, in tudi biblično skuša biti čim bolj zvest.
prišel en namik odslovi množice, kaj ti ljudstvo se mi že smili. To si je zašli jaz. Tako da, zdaj žal... Jaz bi pa drug citat rekel, vida nimajo, ne? Dajte jih vi jesti. Zdaj je pač 2 uri smo že skupaj in bili uradni del na ta način zaključili z še zadnjim komadom Petra Januša. Zahvalil bi se pa v vsej priložnosti seveda zlasti našima gostoma, bratom Dražu Rajko in Davidu Šipošu, za to, da sta zelo razgibala nepreštevilno umilje, malo čredo, ki pa je vendar, mislim, da preživela lep večer. In se jima res zahvaljujem, mislim, da se služi na aplauz. Seveda pa zahvaliti našim glasbenikom za posrečen zbor kljub cvetnim obletju. Ampak je bilo potem, bi rekel, apologija je bila dovolj prepričljiva. To je glavno. Hvala lepa. Prosim lepa. Čisto ena kratka a kapela. Vsi se spomnite filma Telesni stražarji. Se spomnite tega filma? Ne? Ko je Whitney Houston prišla ven z tiste koče ob jezeru in se je lepo pela svoji sestri. Jesus loves me, oh yes he does. Jesus loves me, oh yes he does. And Jesus loves me, oh yes he does. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me, oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me, for the Bible tells, for the Bible tells, for the Bible tells me so. Hvala lepa.